Pozdravljeni v oddaji Ljudje in zemlja. V letošnjem letu mineva 120 let od ustanovitve kmetijske kemične deželne preizkusne postaje na Pristavi pri Mariboru. To je bila prva organizirana kmetijska služba na območju Maribora in predhodnica današnjega Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Visoko obletnico so obeležili svečano akademijo. Predtem pa so pri poslopju Kmetijsko-gozdarskega zavoda posadili potomko stare trte z Lenta. Potomka stare trte z Lenta bo odslej v okras tudi pred poslopjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Mariboru. V tej zgradbi že vse od leta 1904 delujejo različne kmetijske službe. Začetki organizirane skrbi za kmetijsko izobraževanje pa v Mariboru sežejo še nekoliko dlje. Po sklepu cesarskega ministrstva v Dunaju že v letu 1872 prišlo do potrditve in formiranja prve nižje sadjarske vinogradniške šole v Mariboru, ki je seveda bila prvi zametek razvoja kmetijske stroke oziroma raziskovanja na tem področju. To je imelo prav gotovo za posledično tudi vse bolj ugotavljanja, da je pa potrebno še poleg šole imeti kakšno preizkuševalno kemično postajo oziroma oblika današnjega zavoda. In tako je prišlo tudi do leta 1894, ko seveda se ta želja potrdi in z 1. februarjem tega leta se zaposli prvi laborant kemijske preizkuševalne postaje na Pristavi pri Mariboru in s tem datumom naprej seveda se identificiramo kot nastanek Kmetijskega zavoda Maribor. Vloga zavoda in njegovih svetovalnih in specialističnih služb pa se je gotovo najbolj spremenila z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Vse bolj ugotavljamo, da seveda naše razdrobljeno kmetijstvo ni več toliko konkurenčno in seveda posledično pride do številnih stagnacij, predvsem pa zmanjševanja in opuščanja kmetij. Vse bolj so pod udarom tudi seveda tista področja, ki so marginalna, z težjimi pogoji, kjer seveda lastniki vse težje zagotovijo minimalni ekonomski nivo oziroma dohodek za preživetje in seveda prihaja do bistvene novega situacije, ko pride na ene strani do koncentracije kmetij, do povečevanja, na drugi strani pa seveda predvsem opuščanja tistih težjih pogojev oziroma obdelovanja na težjih pogojih. In to je prav gotovo tudi en izziv, kako nastaviti eno novo politiko sistemskega reševanja slovenskega kmetijstva. Brez stroke ni uspešnega kmetovanja. Le sprejeti je treba nasvete in se udeleževati strokovnih izobraževanj. Seveda pa ni odvisno samo od teh ljudi, ki tu noter se trudijo in delajo, je odvisno tudi od politike, kako je nastavljena na državnem nivoju in pa seveda evropskem. Tu pri nas so takšne naravne danosti, da ne moreš imeti samo vinograda, zato ker imaš tudi malo nižje lege, kjer bi potem te spomladanske pozebe pa to prispevali k temu, da ne bi bil reden pridelek vsako leto. So pa takšne lege kot za drugo njih, dejansko kot za vinograd. Tako da pač se prilagajamo glede na situacijo, kakršna je, da pač čim več lahko, bi rekel, pridelaš oziroma da je dejansko primerno ta krajina obdelana. Čeprav so se službe zavoda skozi leta specializirale, svetovalci in specialisti pokrivajo za nekatere panoge tudi ptujsko, celjsko in mursko-soboško območje. V Podravju je prišlo do enega posebnega kompromisa, ki je bil verjetno takrat tudi sporazumna rešitev, da je zadeva lahko stekla. To je, da Kmetijski zavod Maribor na območju Podravja pokriva rastlinsko proizvodnjo z javnim svetovalnim delom, Kmetijski zavod Ptuj pa seveda Podravje z živinorejskim delom. Dejstvo seveda je, da je ptujsko področje bistveno večje,
ima trikratnik večjega teritorija in večjega števila kmetij. In dejstvo je, da je zavod kot prvinska usmeritev bil vedno vinogradniško-sadjarski zavod z velikim številom specialistov in seveda z visoko stopnjo izobraženim kadrom, kar seveda je imelo v prvi fazi kar ugodno dogovorne učinke. V drugi fazi, to je nekje po letu 2000-2002, ko pa seveda začne financier razmišljati o vključevanju vse večjega deleža tržnega pokrivanja delovnega mesta, pa seveda postaje na nek način seveda konkurenca na trgu, ker normalno vsak domicilni lastnik ali stanujoč pač za svoje okolje razume kot svoje marketinško področje. Seveda, ko greš skozi zgodovino tega zavoda ali pa teh služb znotraj tega okvirja, razmišljaš takole, se pravi, več kot 100 let smo nekako znali uskladiti potrebe slovenskega kmetijstva, pridelave, seveda potrebam ljudi, kmetov in pa na koncu tudi države. In ta trenutek, kar je pomembno in ti pade v glavo, je to, ali bomo to znali tudi v prihodnje, se pravi videti, čutiti potrebe države, ljudi in pa na drugi strani kmetijstva, kmetov, ki to hrano, če hočemo, in pa ki skrbijo za to urejenost krajine, se pravi, da bo ta poklic imel nivo, ki bo na nek način omogočil dostojno življenje kmetom in pa seveda zadovoljil potrebe, ki jih ima država iz te panoge. Jaz verjamem, da bo tako politika, kakor tudi mi kot nosilci te kmetijske stroke znali najti pravo rešitev in seveda vemo, da so časi težki, ampak se moramo zavedati, da sredstva, ki jih vlagamo v razvoj, sredstva, ki jih vlagamo v znanje, so vedno dobro nagrajeni, so pravilno naloženi in le na tak način bomo tudi v prihodnje lahko izvrševali vse te funkcije, ki kmetijstvo do sedaj opravlja. Kmetijsko-gozdarska zbornica z svojimi zavodi na eni strani in pa zadružna zveza s svojimi zadrugami sta ključna elementa za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Sodelovanje med zborničnim in zadružnim sistemom je zelo dobro. Zavedamo se, da na eni strani predstavniki zadrug, na drugi strani kmetijski svetovalci in pa vsi tisti, ki delajo v kmetijsko-gozdarskih zavodih, smo za to, da pomagamo kmetu. In Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je prav gotovo za to svojo dolgoletno tradicijo, 120 let, to je res častitljiv jubilej, izjemnega pomena za ta del Slovenije. Že v preteklosti seveda so bili ta vezni člen, danes je pa to še bolj pomembno, ker se vse hitreje razvija, hitreje se razvijajo tehnologije, več je teh okoljskih problemov, večje so pričakovanja strani javnosti in potrošnikov in tu imajo svetovalci res veliko vlogo. Jaz bi želela izpostaviti naslednje. Včasih se očita, da svetovalna služba, da se je v zadnjem obdobju preveč ukvarja z administrativnimi posli, da ni več toliko v stroki, da ne nudi več toliko strokovnega znanja. Ampak tukaj moramo vedeti, da je, odkar smo v Evropski uniji, so ti postopki za pridobivanje subvencij pravzaprav zapleteni in težki za kmeta. In tukaj je svetovalna služba v veliko pomoč kmetu. Mi vsako leto s pomočjo tudi te službe dobi kmetijstvo, kmetje, kmetijski pridelovalci preko 300 milijonov evropskega in slovenskega denarja in brez te administrativne pomoči svetovalcev bi to težko izvedeli. Seveda pa je v bodoče nujno, da se tudi ta služba posodobi, da se v večji meri razvijajo specialna znanja, kajti kmetje to pričakujejo. Ich bin selbst Absolvent von mehreren vinologischen Mittelschulen, habe in Wien Pädagogische Akademie gemacht und war dann Lehrer in Steins. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und vor allem meine Wurzeln. Mein Großvater war Absolvent der Marburger Wein- und Obstbauschule und ich habe seinen Weg fortgesetzt. Er kam dann zurück in die Steiermark und hat große Pionierarbeit geleistet bezüglich der Reblaus und hat eben den Schilcher, die Wildbacher Rebe, hat er eben dort wieder reaktiviert. Ganz ein bedeutendes Land
was der Gastfreundlichkeit anbelangt, sehr gastfreundlich, sehr hilfsbereit, sehr aufgeschlossen, haben großes Interesse immer wieder bei den Begegnungen mit Österreichern, mit Steierska, mit den Weinbauern. Und ich finde, dass Slowenien im Weinbau sehr vorsichtig vorangeht, die markante Schritte setzt und nichts überstürzt, sondern sehr überlegt handelt und versucht, den großen europäischen Raum, natürlich auch mit Österreich, gut zu kooperieren. Und ich finde, dass der Weinbau, Tourismus und die Wirtschaft in Slowenien auf dem richtigen Weg ist. Die Schritte sind etwas bescheidener noch, nicht so groß, weil die Finanzkraft noch fehlt. Aber man sieht ganz gut bei den internationalen Messen und Ausstellungen, finde ich, die slowenischen Winzer sind sehr gut präsent, schon gut positioniert. Und ich glaube, der Weinbau in Slowenien mit dem Tourismus hat eine sichere und eine gute Zukunft. V desetletjih organizirane dejavnosti se je izmenjalo veliko število strokovnjakov za posamezne panoge, spreminjali so se načini dela in pristop do sredstev. Največja želja mi je, da bi se to delo nadaljevalo, kajti stroka bo vedno potrebna, ne glede na čas, in ta inštitucija, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kakor se danes imenuje, ima seveda zelo pomembno vlogo na tem in na širšem območju Podravja. Kakšen posebej drag spomin iz časov vašega službovanja? Ja, teh spominov je zelo veliko. Moram reči, da je zelo lepo takrat, ko zelo veliko delaš, in imel sem srečo, da sem bil v času, ko so bili veliki premiki, če govorim o vinogradništvu in vinarstvu, in bilo je zelo lepo in seveda najlepše spomine imam na terenu s pridelovalci. To so pridelovalci vin, ki so krasni ljudje in zato imamo tudi tako krasna vina. Pred 20 leti, ko sem prišel na kmetijski zavod, je vedno kmetijski zavod pomenil inštitucijo vsega spoštovanja vredno z eminentnimi strokovnjaki. In takrat, ko sem prišel na kmetijski zavod, sem bil precej ponižen in sem se veliko krat bal, ali bom lahko pravično nadaljeval to poslanstvo od teh velikih eminenc, ki so bili pred mano. In v teh 20 letih, kar je pomeni tudi naša samosvojitev, smo prišli pravzaprav čisto na evropski način vinogradniške predelave. Z zamenjavo sistema se je tudi marsikaj zamenjalo v našem svetovalnem delu. Poslovnost je prišla na prvo mesto ob tem, da je strokovnost morala vedno stati, in ob strokovnosti so bili vedno na prvem mestu tudi stroški varovanja okolja. Istočasno, ali bojo lahko ljudje preživeli z tem, kar svetujemo, in to, kar smo svetovali, je moralo biti po eni strani strokovno popolnoma brezhibno, po drugi strani pa je moralo tudi ekonomsko stati. Laboratorij je med tistimi službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki so si utrdile svoj položaj na trgu kljub močni konkurenci. Pri nas na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Mariboru imamo laboratorij, ki je deljen v dva dela. Enem delu pedološki laboratorij in drugega imenujemo enološki. V pedološkem laboratoriju mi kontroliramo založenost tal, to se pravi založenost glede na makro- in mikroelemente, ki so rastlinom potrebni, in pa tudi opravljamo analizo v vedno večjih količinah tudi glede na onesnaženost tal, to se pravi na vsebnost težkih kovin. Opravljamo še druge analize v pedološkem laboratoriju, od dušikov, skupnih dušikov, mineralnih dušikov. Tu v tem delu pa je enološki laboratorij, kjer opravljamo kontrolo grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. V laboratoriju spremljajo dozorevanje grozdja in izdajajo različna priporočila vinarjem, izvajajo pa tudi kontrolo kakovosti grozdja in količin v času trgatve.
V tem laboratoriju mi opravljamo tudi analize žganja, žganih pijač, medenih pijač, to se pravi medice, medenega žganja. Imamo pooblaščene ocenjevalce, tako za kontrolo vina in tudi žganja iz vina. In pa pri nas na zavodu že vrsto let in smo tudi začeli s tem, ocenjujemo medene pijače, tako organoleptično kot kemično. Prav tako, to je pa tisti največji del v tem laboratoriju, opravljamo kontrolo kakovosti vina, ki gre v promet. Ta ocena pa je sestavljena iz kemične analize, kjer se ugotavlja alkohol, specifična teža, skupne kisline, hlapne kisline, prosto, skupno žveplo in še kakšni drugi parametri. In pa organoleptične ocene. Vsako vino je ocenjeno z organoleptično oceno, to se pravi do 20 točk in na osnovi tega se razporedi tudi v kakovostni razred. Je pa to ocenjevanje opravljajo pooblaščeni ocenjevalci strani ministrstva, ki se vsakoletno izobražujejo in tudi kontrolirajo glede na njihove organoleptične sposobnosti. In taka komisija je sestavljena iz 5 članov, tripartitna, pridelovalec, stroka in pa potrošnik, in je potem povprečje teh ocen, skupna ocena. Čeprav je tudi na mariborskem območju med kmetijskimi panogami najbolj razširjena živinoreja, spadata med specializirane panoge vinogradništvo oziroma vinarstvo in sadjarstvo. Kmetijska svetovalna služba je doživela vrsto reorganizacij. Najpomembnejša leta 90, ko se je ustanovila in je še danes približno takšna, kot je bila takrat. Večjo spremembo je pa vmes doživela leta 2000, ko je bila ustanovljena Kmetijsko-gozdarska zbornica v Sloveniji. Svetovalna služba dela v okviru 8 zavodov in naš zavod v Mariboru je na nek način izrecno poudarjal, da dela na rastlinski pridelavi. Tudi vsi specialisti, ki delajo na posamezni panogi v rastlinski pridelavi, medtem ko terenska svetovalna služba tudi veliko dela posveti živinoreji. Glavna panoga na širšem območju tudi našega zavoda zagotovo je živinoreja. Poleg seveda živinoreje sta glavna panoga zagotovo vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo mogoče nekoliko manj, predvsem na Dravskem polju in pa Pesniški dolini, mogoče kmetije tudi več, ki se poleg živinoreje ukvarjajo še s poljedelstvom. Drugače tudi gozdarstvo, kajti tu je zaledje Pohorja in pravzaprav tudi Kozjaka. In ti naravni pogoji so tisti, zakaj imamo pravzaprav na Štajerskem takšna vina, kot jih imamo. In to so sveža, sadna, aromatična vina. Gozdovi so pravzaprav tisti, ki dajo vir in pa zaledje hladnega zraka. In naša dežela je res takšna, da imamo dovolj sončnih ur, imamo izjemne absolutne vinogradniške lege in imamo dovolj hladnega zraka. In ne glede na klimatske spremembe, okolje, ki ga imamo, bo tudi na dolgi rok omogočalo pridelavo takšnih vin, ki si jih pravzaprav druge dežele, drugi vinorodni okoliši samo lahko želijo. Značilna vinogradniško-sadjarska izletniška kmetija v Svečinskem obmejnem pasu Slovenskih goric je tudi družinska kmetija Kušter. Na 19 hektarjev velikem posestvu živijo 3 rodovi Šrbinekovih. Gospodar Vincent z ženo Sonjo in 3 otroki je kmetijo pred leti iz mešane živinorejsko-sadjarske preusmeril v izrazito vinogradniško-vinarsko kmetijo. Na dobrih 10 hektarjih pridelujejo grozdje značilnih sort za vinorodno deželo Podravja. Nekaj hektarjev površin so vzeli tudi v najem od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Z širitvijo kmetij ali pa obdelovalnih površin prihajajo tudi nove zahteve ali pa nove naloge. Se pravi, to vino treba tudi potem kakovostno pa za dobro ceno prodati. Se pravi, tudi marketing mora slediti povečevanju površin. Zakaj smo se odločili, recimo, da smo te površine vzeli v najem? Prvič zato, ker se pač držijo na tej lepi lokaciji, tukaj v ozadju, ker se držijo tudi naših površin. Hkrati smo želeli, da te površine ostanejo tukaj, v naši posesti
ker na vse te razpise so se prijavljali tudi Avstrijci, ne. Mi pač tega nismo želeli, da nam pač nekdo drug tuj konkurira za površinami. Če ravno moram priznati, da ta trenutek teh površin ne potrebujemo neobhodno, se pravi, ni potrebno. Seveda pa gledamo dolgoročno, želimo, da bo to našo tradicijo pridelave tudi peti rod nadaljeval, da bo tudi sin ali pa hčerka se odločil za to poslanstvo naprej. In glede na to, da se pač kmetije zaokrožujejo tudi s svojimi posestvi ali pa svojimi panogami, morate vedeti, včasih so bile na takih kmetijah 4 panoge, danes sta 2, pa že to ugotavljamo, da je preveč, če hočeš nekaj delati dobro, kvalitetno in 100%. In ker je tudi moje srce recimo bolj med vinogradi kot med sadjem, smo šli v to in z svojega stališča seveda vidim to kot smiselno investicijo. Bomo pa videli, kaj bo počasi pokazal, seveda delali bomo posebej v tej smeri, da se bo to tudi zgodilo. Posebnost vin posestva Kušter je v tem, da jih negujejo dalj časa in stekleničijo šele pred naslednjo trgatvijo. Slovijo po svežih, suhih in polsuhih aromatičnih vinih, zanje prejemajo priznanja predvsem na mednarodnih vinskih ocenjevanjih, na primer na londonskem Dekanterju ali na dunajskem ABC Vienna. Sortni sestav je tukaj na Štajerskem zelo podoben kot na avstrijskem Štajerskem. Laški rizling, renski rizling, sauvignon, traminec, sivi pinot, kerner. Nekaj malega smo tudi posadili rdečih sort, tudi zaradi nuje. Recimo, ker veste, gost, ki enkrat pride na dvorišče, pa če želi rdeče vino, je najboljše, da mu pač ponudiš v svoji kleti, ne da ga pošlješ drugam. Od teh sort, ki jih imamo, sta Modra Frankinja in Zweigelt, ki sta se pokazali za to predelovalno moč kot odlični sorti. Delamo jo v eni zvrsti, ki se imenuje Vincenc. Ko je pa treba vino napolniti, smo se pa tudi organizirali v tej smeri, da smo ustanovili eno skupno zadrugo, vinarsko, v kateri nas je 35 solastnikov ene moderne mobilne polnilne linije, tako da si termine rezerviramo, naročimo, polnilna linija pride na dvorišče, vino napolnimo in potem seveda se pač pospravi in lahko gre linija drugam. Spravi ta optimizacija dela ali pa zmanjševanje stroškov po enoti je ravno to, kar ste prej rekli, ravno v tem združevanju kmetov. Na dobrih 4 hektarjih pridelujejo jabolka in hruške. Sadje s trajnih nasadov gre večinoma v predelavo, zadnja leta tudi s pomočjo poslovnih partnerjev. Dejansko je tu zelo stara sadjarska kmetija. To je bilo pač prej včasih sadjarstvo vedno na prvem mestu, danes se je pač ta situacija obrnila in je vinogradništvo na prvem mestu. In zaradi tega tudi obnova sadovnjakov ne sledi tako, kot bi mogla. In imamo kar nekaj starih dreves še, sadovnjakov iz leta 1986, kar v današnjem času pomeni, da pač je to sadje že prestaro oziroma ne daje več take drevesa, ne daje kvalitete, ki bi bile, pač ki jo kupec želi. Takih sadovnjakov imamo še približno 2,5 hektarja, medtem ko pa 1,8 hektara sadovnjakov pa imamo obnovljenih s sajenimi sortami Zlati Delišes in sortami Breburn in pa pokritih s protitočno mrežo. Tako da na teh hektarjih pač imamo neko proizvodnjo, ki pač je stalna, tudi vremenskim neprilikam se lahko umaknemo v tem primeru. Napeljano tudi namakanje, ker imamo akumulacijsko jezero, s tem, da še zdaj do končne faze sekundarnih vodov po sadovnjaku nimamo, to pač moramo dokončati in potem bo ta proizvodnja stabilna. Iz ostalega dela, kot sem rekla, z 2,5 hektarov, kjer so pa stari sadovnjaki tudi od leta 86 naprej in pa hruške, ki so stari tudi čez 30 let, smo pa začeli razmišljati, da bi mogli pač to sadje nekako boljše prodati oziroma iz njega čim več iztržiti, ker kvaliteta svežega sadja več ne ustreza. In tako smo potem po pogovarjanju s sestro in svakom šli v partnerstvo v predelavo tega sadja, v sadne sokove in marmelade za enkrat.
Za predelavo sadja v sokove in marmelade so pridobili tudi evropska sredstva namenjena spodbudam v podjetništvu. Sok in marmelade uspešno prodajajo v enem izmed večjih trgovskih središč, razmišljajo tudi o tem, da bi predelavo sadja še razširili s prodajo jabolčnika. Moram pa povedati, da tudi, ko imaš ti enkrat, naprimer, sprečali smo okoli 30 000 litrov soka smo naredili, moraš ti za teh 30 000 litrov poiskati novo tržišče, ne? Kar pa danes v Sloveniji ni lahko. Tako da ta marketinški del prepuščamo partnerjem, mi imamo bolj proizvodni del preko. Je pa tudi res, da mi, ko tržimo vina pri gostincih, ponudimo sok in skoraj lahko rečem, da 90% gostin, s katerimi delamo, tudi zdaj uporablja naše sokove. Delo si družinski člani znajo razdeliti in čeprav je sprva nameraval na posestvu ostati sin Žiga, ki v Ljubljani študira mikrobiologijo, o tem, da bi ostala doma, vse bolj razmišlja tudi hči Kaja, ki je v Mariboru končala glasbeno gimnazijo. Jaz sem vedno govorila, da ne bom doma, ampak vidim, da v bistvu je tukaj prihodnost, če se potrudiš. Tako da ja, me vedno bolj zanima in delam na tem, ja. Kaja predstavi novo pridobitev na kmetiji 2 kolesi, s katerima so se Šerbinekovi povezali v skupnem projektu 8 vinarjev iz 5 različnih občin. S tem projektom želimo predstaviti še dodatno to našo okolje, v bistvu, našo ponudbo in s tem tudi privabiti nove ljudi, da spoznajo našo ponudbo. Imate 2 takšni kolesi, koliko sta v uporabi? Trenutno še ne toliko, ker se še kar delamo na reklami, ampak je pa vedno več zanimanja, ja, tako da v bistvu. Kdo so obiskovalci, ki si sposodijo kolo in se z njim popeljajo? Ja, trenutno so predvsem Slovenci, pa v bistvu domačini še. Tako da, ja, tisti, ki dejansko poznajo ta projekt, že vejo, zakaj se gre in si pridejo sposoditi, tisti, ki še pa ne vejo, pa delamo na tem, da bo čim prej izvedeli. Medtem ko na posestvu Kušter načrtujejo prihodnost z ohranjanjem in plemenitenjem večstoletnega izročila, je med mlajšimi kmeti na območju, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, tudi nekaj takšnih, ki so se odločili za spremembo panoge. Jože Horvat iz Zrkovcev blizu Maribora spada med mlajšo generacijo kmetov, ki se ne bojijo poslovno tvegati. Kmetijo je ob prevzemu preusmeril iz mešane v izrazito zelenjadarsko. Ženo, ki ima že sedaj registrirano dopolnilno dejavnost peke kruha, načrtujeta še odprtje manjše prodajalne, kjer bodo poleg svežih vrtnin prodajali tudi pekovske izdelke. Zadnja leta opažamo, da se je vseeno malo popravila zadeva, kajti lokalno in domačo je vse bolj cenjeno in tudi iskano. Bi rekel, da trenutno z prodajo nekih problemov nimamo, še vedno je tu problem seveda cena, ne? Ki je pač za naše pojme še malo prenizka za ves vložen trud in pa seveda stroške, ki pri tem nastajajo. V glavnem pa bi rekel, da če bi šlo tako naprej, bi še kar bilo. No. Naša kmetija je že od vsega začetka usmerjena v predelavo najbolj v solatnic. Ne. Kasneje so se pridružili tudi kapusnice, vedno je prisoten krompir, korenovke, tudi plodovke v zaščitenih prostorih. Kdo kupuje vaše pridelke? Sedaj naša prodaja se deli nekje na 2 dela osnovno. Ne. V glavnem se deli na proizvodnjo, ki jo prodajamo trgovskim centrom, verigam, in pa prodaja na tržnicah. Ne. Solate in kapusnice prodajamo trgovskim verigam, tega je malo več posajenega. Artikli za tržnico so pa posajeni na manjših površinah in pa bolj pogosto, tako da lahko skozi vse leto ponudimo svežo robo. Setveni načrt in načrt prodaje izvedejo sami. Nihče nam ne diktira, koliko saditi. Presojamo sami po lastnih nekakšnih izkušnjah iz preteklih let. Lahko bi posadili mnogo več ali pa manj.
Se pravi, lahko bi prodali trenutno tudi več, ampak nimamo. Ampak lahko se hitro spremeni, v mesecu se preplavi roba na trgu in potem nimaš recimo za solato kam, tudi za zeljem. Se pogosto ljudje odločajo, da ob tem, ko prevzame kmetijo, zamenja tudi dejavnost? Bi rekla, da ne, da je gospod Horvat kar bolj izjema kot pravilo. Navadno širijo tisto, kar imajo, mogoče še kako panogo zraven, novo, tako postopoma, počasi, tako kot je on naredil, da kar preskok in da že mladi točno ve, kaj ga toliko veseli, kot on, so bolj redki. Navadno peljejo tisto, kar že imajo pa navadno vsi mladi prevzemniki neke cilje, kar bojo v naslednjih 5 letih naredili, kako bojo kmetijo razvijali, ker to tudi morajo v tem programu, ko prevzamejo kmetijo, nakazati, kam mislijo usmeriti svoje moči in sredstva. V kolikšni meri lahko sploh pomagate nekomu, če bi želel recimo dejavnost spremeniti? Če bi želel dejavnost spremeniti, vse je odvisno najprej od velikosti same kmetije, s kako velikostjo začne in potem iz tega najbolj izhajamo, pa iz lege, pa iz starosti pa to. Zdaj, če je zelo mala kmetija, potem mora biti fejst intenzivna proizvodnja, da se dobi dohodek iz tega, ne. Če so pa večje kmetije, je pa potem večja možnost izbire, kaj bo lahko počeli, ne. Ampak tako kot sem rekla, navadno so to že utečene kmetije, navadno imajo mladi že svoje vizije, ko pridejo in se odločijo, da bojo prevzeli kmetijo. So tudi že mladi, no, večina gre proti 40, ne, tako da to niso več relativno toliko mladi, da bi jih mi mogli spodbujati kam pa kako. To so že izoblikovani ljudje, bolj je formalno to mladi, ja, ker še pač je pri nas tradicija, da starši dolgo držijo kmetijo. Moram reči, da na Ptujskem polju, glede na to, da so tam je praktično zdaj že od Ormoža pa do Gorišnice več kot polovica terena namakanega, tam se zelenjadarstvo razvija. Pri nas na tem mariborskem delu pa moram reči, da razen občasno, ko se pojavljajo kakšni ljudje brez službe z nekaj zemlje, se pravi, to so zaenkrat manjše površine, v bistvu kaj veliko, moram reči, da ne napreduje. Ostajajo pa, jaz pa sem že vesela, da še stari ostajajo in ne obupajo, ne. Zdaj, kar se pa tiče prehoda iz poljedelskega v zelenjadarstvo, ne, da je težava pri poljedelcih, ki grejo v zelenjadarstvo. Namreč način razmišljanja mora biti drugačen. To je največji problem in tudi največji problem pridelave zelenjave pravzaprav tu na severovzhodnem koncu Slovenije je to, da je veliko teh zelenjadarjev prešlo iz poljedelstva v zelenjadarstvo in še vedno ne znajo razmišljati na zelenjadarski način, ampak razmišljajo na poljedelski. To pomeni na vreče, na tone, na ne vem, takšne zadeve in se ne zavedajo, da zelenjadarstvo vseeno veliko bolj natančnost zahteva, veliko več dela in mogoče bom rekla, stopiti s traktorja dol pa malo pogledati, kaj se dogaja pri zemlji. Vse vejo, ta veliki že vejo, ampak skratka, to je težava. Tako da jaz sem prepričana na tistem delu, kjer so namakalni sistemi, ker tam se namakalni sistemi gradijo naprej in se povečujejo, tam se bo zelenjadarstvo tudi razvijalo. V takšnih klimatskih razmerah, kot jih pa imamo mi zdaj, je pa iluzija pričakovati preveliki prestop v zelenjadarstvo tu na mariborskem delu. Vemo, da imamo tudi vodovarstveno območje, kar še dodatno močno otežuje pridelavo zelenjave, da nimamo urejenih namakalnih sistemov, tisti, ki so, bi bili verjetno za obnovo. In je tudi vprašanje, koliko so kaj občine za to zainteresirane, ker pri namakalnih sistemih je zdaj dejansko ugotovljeno tako, če so veliki namakalni sistemi, skratka urejeni namakalni sistemi, potem je ekonomičnost dobra. Če pa ima vsak svoj sistem, potem pa je ekonomičnost zelo nizka, skratka ne splača se po domače povedano in bi bilo potrebno tudi tukaj na Dravskem polju, tam, kjer se da dejansko izkoristiti reko Dravo tudi za namakanje, ne. Potem pa se bo zelenjadarstvo razvijalo. Se da potem to zelenjavo prodati? Ja, zdaj moram reči, da za nami je ena krasna sezona. Leta 2013 je bila odlična sezona, ker suša vedno pomeni dobro prodajo zelenjave, ne. Tako da so se nekako vsi tile kmetje, ki so že, bom rekla, kar nekaj let v tej igri, marsikdo se je znašel tudi po svoje. Res, da se tudi čisto po malem, premalo za moj okus, ampak po malem odpira tudi javna naročila. Javna naročila so tudi ena izmed vzrokov za
zakaj je toliko padla prodaja zelenjave v Sloveniji, ampak zadeva se odpira se tudi v mnenju, v glavah ljudi, kar me najbolj veseli, skratka Slovenci že počasi spoznavajo, da vseeno ni vseeno, ali je zelenjava slovenska ali ni slovenska, in vse to seveda pomeni tudi izboljšano prodajo. Sem pa prepričana še zdaj, da bi odnos med prodajalci oziroma med trgovci pa med kmeti mogel biti bolj pravičen. Med službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Mariboru ima nekoliko posebno vlogo služba za varstvo in zaščito rastlin. Deluje na območju 3 zavodov, poleg Maribora pokriva še območje Ptuja in Murske Sobote. Na tem območju pokrivamo vse dejavnosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki obsega predvsem napovedovanje škodljivih organizmov, tu mislimo bolezni škodljivcev in pa plevelov. Na tem območju tudi spremljamo po javnem pooblastilu, prav tako nekatere karantenske bolezni in škodljivce, ki jih je država pač dolžna po zakonodaji na območju severovzhodne oziroma na območju cele Slovenije spremljati. Seveda ta oddelek ni nov, v bistvu je že od ustanovitve zavoda je bil oddelek za varstvo rastlin en od ustanovnih delov, se pa seveda skozi zgodovino večkrat transformiral, bil je tudi v preteklosti del svetovalne službe, sedaj od leta 2008 naprej pa kot samostojni oddelek za varstvo rastlin. Del naše naloge v okviru javne službe, se pravi napovedi, je svetovanje pridelovalcev, ki se vrši na več načinov, prvo preko obvestil, ki jih izdajamo ob pomembnih dogodkih, recimo ali to so pomembni dogodki ali pojav bolezni škodljivcev ali plevelov na nekem območju, te seveda objavimo na več internetnih straneh, kakor tudi pisno in pa na telefonskem odzivniku. Po zimi za svetovalno službo sodelujemo, ali pa skupaj s svetovalno službo sodelujemo na predavanjih oziroma izobraževanjih za pridelovalce, tudi te izobraževanja so v obliki KOP oziroma SKOP programa, kar zadeva to je v bistvu, kar zadeva javni program, kar zadeva na tržnem delu, pa že od leta 2002 izobražujemo imetnike, uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, kajti od takrat dalje je potrebno morajo imeti vsi tržni pridelovalci izkaznico za nakup fitofarmacevtskih sredstev. Služba za varstvo rastlin ima tudi pooblastilo za poskusno prakso varstva rastlin, skratka za preizkušanje fitofarmacevtskih sredstev, ki še niso registrirana v Sloveniji. Med specialističnimi službami, ki svojim strokovnim svetovanjem pokrivajo ne le območje Maribora, Koroške, Spodnjega Podravja in Pomurja, temveč sežejo tudi na območje Celjskega zavoda, na Kozjansko in vse do Savinjske doline ter celo v Zasavje, je služba za sadjarstvo. Moji začetki v sadjarstvu so 31 let nazaj. Ves čas sem delovala na našem zavodu Maribor. Začela sem kot drevesničar, potem pa v svetovanju v sadjarstvu. Resnično imela sem eno veliko srečo, saj sem prišla v sredini 80-ih let na inštitucijo, kjer so bili priznani strokovnjaki z področja varstva rastlin, dr. Stojan Vrabel, magister Matis, magister Beber, moj žal tudi že pokojni šef, zelo znani, evropsko znani sadjar, inženir France Lombergar, inženir Šrok na področju pedologije. Bilo mi je dano in veliko možnosti se naučiti vsega, kajti ko človek diplomira, je pravzaprav to vstopnica za tako aktivno delo, ki ga pač ta kmetijska panoga potrebuje. To gradimo tudi naprej, zadnja generacija sadovnjakov še vedno črpa vsa znanja in izkušnje ravno iz tega obdobja. V sadjarskem centru v Mariboru, ki je strokovno in izobraževalno središče za sadjarje več kot 20 let, deluje poskusna postaja za pečkato sadje. Namen sadjarskega centra v Gačniku je spodbujanje sadjarstva, predvsem odpornih sort jablan. Naloge sadjarskega centra pa so predvsem oskrbovanje drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom pečkatega sadja in preizkušanje novih sort in podlag. V centru preučujejo tudi nove okolju prijaznejše tehnologije pridelovanja sadja, v zadnjem času pa se usmerjajo tudi k ohranjanju senožetnih sadovnjakov.
z svojimi nalogami nekako poskuša reševati probleme, ki se v sadjarstvu pojavijo. Dolga leta je pač ena izmed temeljitih nalog sadjarskega centra bilo oskrba drevesničarjev z kakovostnim izhodiščnim materialom, kar pomeni, da smo predvsem oskrbovali z izhodiščnim certificiranim materialom vse drevesnice in vse tiste pridelovalce, ki nekako pridelujejo sadiko. Pri nas sta matični nasad, ki je zdravstvenega porekla CAC. Tukaj predvsem gojimo odporne sorte in stare sorte, in pa drugi, ki je zdravstvenega statusa bistveno višji, je pa pridelava cepičev brez virusnega statusa. In ta naloga je dolga leta pač služila kot neka prioriteta, vendar pač nekako globalizacija zahteva tudi svojo ceno in nekako se sadjarski center v zadnjih letih predvsem osredotočil pač na poskusništvo, na aplikativno poskusništvo, predvsem na preskušanje novih sort, tukaj na površini 11 hektarjev, ampak tiste aktivne površine nekoliko manj, trenutno 8 hektarjev posajene, se pač izvajajo introdukcija faze 1, introdukcija faze 2. Introdukcija faze 1 in introdukcija faze 2 pomeni, da tukaj preizkušamo določene sorte in pa klone, ki so lahko primerni za naš klimat, za našo geografsko bom rekla, pridelovalno območje in nekako temeljimo pač na izboru tistih, ki so v tujini že dala neke pozitivne izkušnje, neke pozitivne rezultate. Določena skupina te tudi oceni, jih potem posreduje širom po Evropi. Seveda pa je zmerom dobrodošlo, če smo nekje v kontaktu z temi hišami drevesničarskimi, ki pač se ukvarjajo z breedingi, z križanji, z cepljenji takih sort. Pri preizkušanju novih sort se v sadjarskem centru v Gačniku posvečajo tudi koščičarjem, poleg sliv in marelic predvsem češnji. Pred dobrimi 20 leti je bilo na pobudo tedanjega Ministrstva za kmetijstvo s sodelovanjem Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete v Ljubljani ustanovljeno selekcijsko-trsničarsko središče Ivankovci za trsni izbor vinorodnih dežel Podravja in Posavja. Ustanovitev središča je posledica evropskih prizadevanj, da bi standardni razmnoževalni material sčasoma izločili iz prometa, kar ne zagotavlja primerne genetske in zdravstvene kontrole. V bistvu je poslanstvo selekcijsko-trsničarskega središča oziroma osnovna naloga klonska selekcija, in to celo na tistih sortah, ki jih ne moremo dobiti razmnoževalnega materiala od drugod, ki dejansko selekcioniramo le doma. Tako da je v bistvu klonska selekcija osnovna naloga središča. Že dobrih 15 let v rastlinjaku, v katerem je okoli 1000 sadik, izvajajo klonsko selekcijo. Hranijo referenčne in indikatorske rastline, razmnožujejo zelene in lesne potaknjence, preizkušajo pa tudi odpornost rastlin na virusne in virusom podobne bolezni. Trsno središče ima tudi nov kolekcijski nasad, gensko banko v Litmerku. V postopek odbire elit in klonske selekcije so vključili 8 belih sort: šipon, laški rizling, sauvignon, renski rizling, chardonnay, beli pinot, traminec in ranino. V mikrovinifikacijski kleti, kot že ime pove, v manjših količinah izvajajo kakovost vina trsnih sadik. Preden pride nek klonski kandidat do priznanja, je potrebno opraviti vsaj 2 mikrovinifikaciji s kemično analizo in organoleptično oceno vina. Tako da je to tudi eden izmed kriterijev, ki se izvaja v postopku klonske selekcije in ki pripelje potem klon do priznavanja. Strokovni vpliv, ki ga imajo službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, nesporno seže daleč izven območja, ki ga zavod uradno pokriva. Kljub temu je visoki jubilej zaznamovalo dejstvo, da zavod pravno nima urejenega lastniškega razmerja za poslopje, v katerem so njegove službe že od nekdaj.
Še več, od nedavnega je upravljalec poslopja Srednja kmetijska šola Maribor, Ministrstvo za šolstvo in šport, formalni lastnik, pa Kmetijsko-gozdarskemu zavodu grozi z najemnino višjo od povprečja tržnih najemnin, ki se zaračunavajo za poslovne prostore v Mariboru. V najslabšem primeru bo moral zavod prav v letu visokega jubileja poslopje izprazniti in to kljub dejstvu, da so za opremo in vzdrževanje desetletja namenjali finančna sredstva. Drage gledalke in gledalci, to je za danes v oddaji Ljudje in zemlja vse. Hvala, ker ste vztrajali z nami do konca in nasvidenje do prihodnjič.